Prej smo povedali, da je človek bil ustvarjen kot svobodno bitje. Poleg svobodne volje je še večja skrivnost zaradi svojega razuma. Prav zaradi njega je človek gospodar vsega, kar ga obdaja. Mnoge živali so veliko večje in po telesu močnejše, toda človek si pomaga z razumom in jim gospoduje. Kamor sam ne more, tja pošilja rakete, vodi jih nadaljavo z aparati, ki jih je sam iznašal. Razum je človeku pomagal, da je prodrl v najmanjše delce stvarstva in tam odkril nesluteno moč, ki mu sedaj mora služiti. O tem je v zadnjih letih mnogo študiral naš naslednji nastopajoči. Le 2 dni nazaj je postal profesor biologije in kemije. Domačin Davorin Horvat je tega osebnega uspeha nadvse vesel in mi mu zanj iskreno čestitamo. S seboj je pripeljal kolega Marka. Mlada muzikanta nam bosta tako skupaj zaigrala skladbo ansambla Braneta Klavžarja Zaradi pesmi in skladbo okroglih muzikantov z naslovom Prešat sva šla. Prisluhnimo. Jaz bi prosil enkrat še en velik aplavz za Davorina, za njegov uspeh. Nocoj bom spet zapil pod tvojim oknom, kakor nekoč pozno v noč pisem zvenila. Nocoj obljubil bom zvestobo vično, tebi, dekle, ki čakaš me zvesto doma. Priznam, predolgo sem po svetu hodil, viže igral, sebe razdal, na te pozabil. Na koncu sem spoznal, le ti si praven. Tebi bom pil, za te živil dneve noči. Le zaboj, fantič moj, naj odmiva tja prek vasi. Zaigraj kot nekdaj in obudi spet stare dni. Ko pa dan bo prišel, novo pisem mi zaigraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Če kdo te vprašal bo, zakaj tako je, reci mu le, da ljubiš me zaradi pismi, da rada imaš napiv domače glasbe, da viža ta gre do srca dobrih ljudi. Ne zapoj, fantič moj, naj odmiva tja prek vasi. Zaigraj kot nekdaj in obudi spet stare dni. Ko pa
prišel, novo pisem mi zaigraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Midva se opravičujemo, se verjetno slišite, malo smo Boga z glasovi, tako da upam, da ne boste kaj zamerili. Da je vera poleg vseh materialnih stvari, ki jih dan za dnem uživamo, izjemen in neverjetno velik duhovni dar, pomislimo premalokrat. Ne znam si predstavljati človeka brez vere v življenje, v dobroto, v pravičnost, v srečo, v ljubezen, v trajni mir, v vse te največje vrednote, ki bodo trajale večno. Pa žal tako ogromno ljudi nima te milosti. Zakaj? Ker je preprosto ne želijo. Kdor prosi za ljubezen, je zmeraj uslišan. Da pa se v njem razvije, mu je treba trdne volje in njegovih dejanj. Tudi vera zavisi od naše volje. Kdor hoče verovati, prejme vero. Nihče ne more namesto njega obuditi dejanja volje, ki privede v njegovo dušo vero. Nato raste, močnejše od naše volje, polašča se duše. Le-ta je ne more več pogasiti.
Brez vere tavamo kakor ovce brez pastirja. Kakor bi tavali vsi tisti, ki so se podali od doma, daleč v tuji svet, če ne bi šli na pot z močno vero v življenje. Saj nazaj se bo težko vrniti. Kot poje pesem naših naslednjih nastopajočih ljudskih pevcev Mejašev iz Repišč. Je k nizkemu zidu prislonjen, mlad fantič na vasi doma, je s težkimi misli obložen. Oj, deklica, spomni se me, je s težkimi misli obložen. Oj, deklica, spomni se me. Na to je jaz moram oditi, na to je, ker daleč je, nazaj se bo težko vrniti. Oj, deklica, spomni se me, nazaj se bo težko vrniti. Oj, deklica, spomni se me. In prišlo je pismo s tujine, to pismo, ki žalostno je. Za tebe srce več ne bije. Oj, deklica, spomni se me. Za tebe srce več ne bije. Oj, deklica, spomni se me. In nekega jutra prišel je mlad fantič na vasi doma. Pri sosedu je deklico našel, ki ravno umirala je. Pri sosedu je deklico našel, ki ravno umirala je. Prelepe oči je odprla in vzdihnila je še enkrat. Le stopi, moj fantiček, bliže, zdaj vidva se zadnjikrat. Le stopi, moj fantiček, bliže, zdaj vidva se zadnjikrat. Prišli so pa štirje pogrebci in djali so dekle v rakev. Odnesli jo bodo na njen dom, kjer ona počivala bo. Odnesli jo bodo na njen dom, kjer ona počivala bo. Ko so pa pogrebci odišli, mlad fantič je stopil na grob.
do svoje ljubice priti se preveč zamudi. Do svoje ljubice priti se preveč zamudi. Pa vendar se priplazim, pa glih o polnoči, na polkence potrkam, se ljubica prebudi. Na polkence potrkam, se ljubica prebudi. Se je ljubca prebudila, vsa žalostna je bila, ko fantiča je zagledala, smejala se jej srca. Ko fantiča je zagledala, smejala se jej srca. Preljubiti moj fantič, kak reven je moj stan, čez križe in otežave se jokam noč in dan. Čez križe in otežave se jokam noč in dan. Petelinček lepo poje, se dela beli dan. Jaz grem od ljubice svoje, ves truden in zaspan. Jaz grem od ljubice svoje, ves truden in zaspan. Prešmentana ljubezen, kak daleč pripelja. 3 urce imam do vasice, kdaj še bom jaz doma. 3 urce imam do vasice, kdaj še bom jaz doma. Pod vodstvom gospe Elizabete Stopajnik smo slišali pesmi Je k nizkemu zidu prislonjen in prav ozke so stezice, iz grl mejašev iz Repišč. Če bi nekdo vprašal prebivalce Haloz ali nas, ki živimo za haloškimi vrti, pa tudi prebivalce drugih vinorodnih krajev po Sloveniji, katera je najlepša rožica, bi gotovo vsi v en glas dali odgovor. Najlepšo rožico so zelo dobro poznali tudi blaženi škof Slomšek, zato so v njej včasih tudi spisali tako enkratno pesem, ki ne bo prenehala odmevati vse žive dni, dokler bomo obstajali Slovenci. Pod vodstvom gospe Ivanke Merc nam jo bodo zapeli ljudski pevci Društva upokojencev Turnišče pri Ptuju. In še eno z naslovom Tihi mrak. Tihi mrak pokriva, vse že mirno spi, samo srce moje tebi hrepeni, samo srce moje tebi hrepeni. Tebi naj se glasi spev doma.
Na svetu lepše rožce ni, kot je ta vinska trta. Pozimi spet, pomlad cveti, jesen nam vince daje. Pozimi spet, pomlad cveti, jesen nam vince daje. O hribčkih je nasajena, lepo je razpeljana. Od kmetiča obdelana, od sonca obsijana. Od kmetiča obdelana, od sonca obsijana. Otrokom sladko grozdje da, možem pa dobro vino. Za vsakega veselje ima, zato jo vsi častimo. Za vsakega veselje ima, zato jo vsi častimo. To druge rožice cvetov, pa tega ne storijo, kar je storila ravno ta, ki nas je napojila. Kar je storila ravno ta, ki nas je napojila. Zatorej, bratci, dajmo ga, kar trta nam je dala. Bog daj, da bi še mnogo let obilen sad rodila. Bog daj, da bi še mnogo let obilen sad rodila. Iz Zgornje Savinjske doline in okolice Kamnika so nocoj med nami člani ansambla Rinka. Radi imajo ljudsko petje, še rajši pa melodije ansambla bratov Avsenik, tako jih boste prepoznali. Sredi jezera, gori pa cerkvica, na sivi skali grad.
Bravo in najlepša hvala našim posebnim gostom ta večer, ki so prispeli torej od najdlje Zgornje Savinjske doline in okolice Kamnika. Sedaj se bodo radi tja vrnili, saj tudi mi sami dobro vemo, če smo kdaj bili v planinah, kako nas vleče nazaj. Še en aplavz dajmo ansamblu Rinka. Kakor vsi drugi nocoj nastopajoči se tudi hišni ansambel Društva upokojencev Markovci trudi obdržati in potomcem predati nadvse bogato izročilo slovenskih domačih pesmi in muzike. Pod vodstvom Franca Panikvarja bodo zapeli in zaigrali Rože je na vrtu plela in s pesmijo našo.
Dragi muzikanti, drage pevke, spoštovani poslušalci in gledalci, ob toliko lepih glasovih, ki smo jih že slišali nocoj, me preveva hvaležnost tudi za moj glas. Pred časom se mi je namreč zgodilo, da sem s pomočjo nekega neljubega grlnega infekta ostal popolnoma brez glasu za en celi dan in pol. Od tedaj se vsak dan zahvaljujem Bogu za dar glasu. Prav včeraj je godovala naša zavetnica sveta Cecilija, zavetnica lepega petja in glasbe, in gotovo ste pevci marsikje slovesno praznovali. Naj nam bo vsem močna priprošnjica, da ohranimo darove glasu, ki so nam bili podarjeni, in da s še večjim zagonom prepevamo v veselje ljudem in v čast dobremu stvarniku. In da bi doživeli čim manj usod, kot bodo v svoji zadnji pesmi sedaj prepevale naše gostiteljice. Pred hiško sedim in daljavo strmim, kje zvezdno nebo ožarja zemljo. Vse proč hrepeni, se v mesto hiti, se ustavil je čas za dom in za nas. Vse proč hrepeni, se v mesto hiti, se ustavil je čas za dom in za nas. Pred hiško sedim, se potiho solzim, nemočen sem sam, mi podira se hram. Ni mladih več dni, ste otroci odšli, po svetu okrog, naj spremlja vas Bog. Ni mladih več dni, ste otroci odšli, po svetu okrog, naj spremlja vas Bog. Pred hiško sedim in le to si želim, da dom bi ostal, saj zato sem garal. Le pridi nazaj, prelepi naš kraj, oživi naš dom, da srečen spet bom. Le pridi nazaj, prelepi naš kraj, oživi naš dom, da srečen spet bom. S to prireditvijo smo torej želeli obeležiti 15 let aktivnega in organiziranega prepevanja domačih ljudskih pevk Kulturnega društva Sela, ki jih že mnogo let vodi neumorna ljudska umetnica gospa Antonija Kavčevič. Sedaj vabimo k besedi vas, spoštovani gostje, tukaj v dvorani Doma kulture na Selih. Takšna obletnica pa je že razlog, da jim iz srca čestitamo, kaj ne? Lep dober večer vam želim in prav prisrčno pozdravljeni. Ne bom našteval posebej vsi tisti, ki ste že bili imenovani danes tukaj.
Osebno sem prepričan in mislim, da delim mnenje z vami, da smo doživeli en čudoviti glasbeni večer. Ta večer je bil prežet od ljudskih pevcev do ansamblov, do godcev, mladih, starejših in starejših, srednje starosti. In to se mi zdi izredno pomembno, kako se to prepleta in da tudi mladi že prihajajo na to pot, ki nekako hočejo prenašati ljudsko petje, slovensko ljudsko petje, ljudske vižje, in to je nekaj tisto, kar kot Slovence ne bo nekako potisnili na stran in sami sebi kujemo pot v prihodno z našo kulturo, z našo pesmijo. Zelo sem ponosen, tudi vesel sem, da so danes med nami tudi gosti iz Savinjske doline, ansambl Rinko, se mi zdi, Rinka, ja, čestitam. In to je tudi en znak, vem, da je tudi skozi sorodstne vezi, to nocojšnji te vaš obisk tukaj, ampak to je zelo pomembno, da se nekako družimo in da tudi prenašamo iz občine Viden kulturo naprej, iz tega Dravskega polja kulturo v Slovenijo. Posebno zahvala vsekakor gre nocojšnjim gostiteljicam. Nocoj je tiste 15 let oziroma letošnje leto 15 let, odkaj vneto in vedno prenašate vašo delo, vašo ustvarjalnost v ta kraj in s tem dajete prepoznavnost svojemu kraju, dajete tudi eno pomembno osebnost sami sebi in to je tisto, kar daje človeku vrednoto. Jaz sem prepričan, da ob občinskem prazniku bo prišlo k vam ena zahvala in takrat bo to eno slavje, ki vam želimo tudi to zahvalo predati. Pa prijetno večer še naprej in veliko dobrega dela. Hvala. Dober večer vsem skupaj. Jaz se pridružujem našim gostiteljicam, nocojšnjim pevkam. Pridružujem se zaradi tega, ker sem njihov. Jaz sem torej tukaj, skrbim za sveto družino pri nas na Selah in moram povedati, da se iz leta v leto rajši udeležujem takih prireditev, kot je nocoj, torej, ko je v ospredju ljudska pesem, zaradi tega, ker sem tudi iz leta v leto bolj prepričan, da je ljudska pesem, bi rekel, ena od treh dejavnikov, ki ohranja dom in rod. Poleg domače besede, molitve, je ljudska pesem še torej tista tretja, ki to ohranja. Pred par dnevi sem se srečal z župnikom, ki sva kolega iz Šentilja in torej živi na robu naše domovine in je pripovedoval boleče stvari, ki vam jih niti ne upam posredovati. Ampak torej zato pa se mi zdi, da toliko bolj res treba gojiti domačo ljudsko pesem in še oni drugi dve stvari, ki jih omenjam, ker če nam gre in mora nam iti za dom in rod, potem je treba prepevati tudi, ker pesem razveseljuje srce in jaz bi pač tudi vsem vam, ki ljudsko pesem gojite, bi vas rad spomnil, kako ne rečem, da probajmo vsi skupaj to prenašati tudi na mladi rod, da bomo torej ohranili dom in rod. Našim nocojšnjim slavljenkam za 15. obletnico vašega ljudskega prepevanja, organiziranega verjetno, najbrž v imenu kraja, tu v imenu Selanov, še povedal. Ja, pol pa samo v svojem imenu vam čestitam, v imenu Selanov pa še vam bodo drugi. Hvala. Bog vas živi. Dobro večer tudi v mojem imenu.
Kot predsednik kulturnega društva Sela imam to prijetno dolžnost, da našim pevkam ob obletnici čestitam za njihovo delovanje. Upam, da se še to vrstilo naslednja leta, tako da, draga pevke, še na mnoga leta. Tudi jaz se bi zahvalila v imenu ljudskih pevk, naši vodji. Prosim, da še ostane taka naprej. Kaj je slabega bilo, pozabimo, kaj je pa dobro, pa pomnimo. Hvala lepa, Tončka, za vse. Dober večer vsem skupaj. V imenu krajevne skupnosti, pa tudi v mojem imenu, bi rad opravičil predsednika, pa če nekaj zbolel, bi se našim pevkam za njihov 15. letnico zahvalil za ves trud in tudi vam, nastopajoči, ko ste bili do nicoj tukaj, in tudi vam, muzikantje iz Savinjske doline. Hvala lepa in še na mnogo zdravih let, vsem kupa dobre glase. Hvala lepa. Vsi gostje so se opogumili, pa se bom tudi jaz. Torej, kot predstavnica šole vas vse skupaj lepo pozdravljam in čestitam našim ljudskim pevkam za njihovo 15-letno delovanje. Moja profesorica glasbe na fakulteti nam je rekla nekega dne: če boste spodbujali otrokom ljudsko petje, bom lahko v grobu mirno spala. In vi, drage pevke, spodbujate to, da tudi naši učenci ob kakšnih prireditvah slišijo vaše petje in slišijo tudi takšno zvrst glasbe. Zato se vam zahvaljujem in seveda vas naprošam, da ko vas bomo še kdaj povabili, da povabilo sprejmete. Ja, tako. Še enkrat iskrene čestitke. Medtem ko vabim, da se nam na odru pridružite prav vsi nocoj nastopajoči, saj bo sledila še skupna pesem, se želim posloviti od vas, spoštovani obiskovalci in gledalci. Kot ste slišali, smo želeli zahvalo dati pečat tej prireditvi. Nezadovoljnost je strup, je črv, ki gloda, je delo hudičevo. Ne bodimo torej v prvi vrsti nezadovoljneži, ki nenehno kritiziramo vse vprek, ampak danes končno spremenimo našo držo in se raje odločimo, da se bomo začeli za prav vse, kar uživamo dan za dnem, zahvaljevati. Nekdo je zapisal lepo misel, ki pravi: če je edina molitev, ki jo v življenju izgovarjate, hvala, bo to zadostovalo. Torej, hvala organizatoricam in njihovim podpornikom, vodstvu in članom Kulturnega društva Sela, kateri gospodinje so pripravile nekaj za podzob, k čemur so takoj po prireditvi povabljeni vsi nastopajoči. Hvala cvetličarni Vesna za lepo okrasitev in domačinu Stanku Korparju za dobro vince. Hvala televiziji skupnih internih programov SIP TV, ki bo z našo prireditvijo obogatila mnoge širom po Sloveniji. Vse vas lepo pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za obisk in pozornost. S pesmima Pojdimo na Štajersko in Ne prižigaj luči vam kličemo na svidenje na jesenski noči 2014. Tretja
Če dovolite, bi še mogoče jaz eno čist kratko besedo povedal. O moji super babici lahko rečem, vsaka ji čast, da ji uspe narediti tako zaključno prireditev in res neumorna je, tako da hvala tudi za vse nasvete. Ne